znanosti. Moje ime je Alenka Pograjec, prihajam iz Združenja mestnih občin Slovenije, ki je danes organizator tega dogodka v sodelovanju z mestno občino Velenje. Danes bo z nami ogromno zanimivih gostov in tem. Tako da moja vloga je danes več funkcijska, malo vas bom slikala, se veste, moramo imeti dokaze. Pol na koncu bom še kaj povedala o konvenciji, napovedovala goste, tako da upam, da bo vzdušje bolj sproščeno, pa da boste se tudi vi počutili domače. Še preden pa začnemo, bi pa rada pozdravila gospoda župana, gospod Peter Dermol, in bom dala besedo za uvodni pozdrav. Hvala. Hvala lepa. Takole. Nekaj tedni sem zaključil predsedovanje v Združenju mestnih občin Slovenija, pa kljub temu seveda obveznosti nam narekujejo, da se mesta med seboj povezujemo na različnih dogodkih, ob različnih priložnostih. In pot, ki smo jo skupaj z Kranjem in Velenjem oziroma Ljubljano obrali pred leti, je seveda tista pot, v katero smo vsi skupaj verjeli in smo še danes prepričani, da je ta pot prava, da stopamo po poteh neutralnosti, brezogličnosti in vsega ostalega, v kar seveda verjamemo. In današnja podnebno-energetska pisarna, kjer vas danes gostimo, je konec koncev tudi eden izmed prvih produktov tega našega medsebojnega sodelovanja, kjer smo v okviru projekta Upscale tudi uspeli pripraviti, bom rekel, to pisarno, ki je na razpolago danes širši javnosti, predvsem pa ljudem, ki seveda potrebujejo takšno ali drugačno pomoč pri različnih vsakodnevnih vprašanjih, s katerimi se seveda ljudje, tako kot pri nas, verjamem, da tudi pri vas, soočajo. Zdaj, globalne razmere so sigurno ene tistih, ki narekujejo tudi tempo, bom rekel, političnega premisleka v vsaki državi, tudi znotraj Evropske unije je predvsem v zadnjih mesecih čutiti velik pritisk in zato je potrebno v vsako zgodbo, na katero stopi, seveda predvsem verjeti v njo in morajo tudi odgovorne politike biti tiste, ki to pot seveda podpirajo, ne samo na papirjih, ampak predvsem potem tudi v praksi, da seveda posamezna politika ima zaslombo tako na ravni politikov Evropske unije, kot seveda tudi na ravni politikov nacionalnih vlad. In tudi Slovenija pri tem ni seveda nobena izjema. Zdaj, naša regija je pred res izjemnimi izzivi, s katerimi se soočamo. Konec koncev največji izziv, ki ga imamo danes, je zelena preobrazba daljinskega ogrevanja. In že večkrat sem bil v različnih razpravah, predvsem v zadnjem obdobju, kar me veseli, slišal tudi tezo in premislek o tem, predvsem kako zmanjšati porabo toplotne energije. Mi lahko seveda obstoječe vire toplotnega ogrevanja in električnega ogrevanja nadomeščamo z različnimi viri, tudi tako imenovanimi zelenimi tehnologijami, ampak tudi vsaka zelena tehnologija seveda vpliva na okolje, vpliva na vse nas. Zato je predvsem v prvi vrsti vprašanje, na kakšen način zniževati porabo tako toplotne kot tudi električne energije, da imamo posledično seveda tudi manj teh alternativnih virov, ki so potrebni za to, da nadomestimo obstoječo oskrbo. To so posebni izzivi in vsi ti izzivi se seveda dotikajo ljudi, kar je na koncu tudi najpomembneje in ljudje morajo vse te izzive znati tudi sprejeti. Zato se mi zdi, da je seveda ta misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest predvsem prvovrstna priložnost tudi zato, da vse tri mestne občine osveščamo javnost, kaj želimo doseči, kako želimo izboljšati okolje, s kakšnimi programi, s kakšnimi ukrepi pristopiti k temu in predvsem je potrebno seveda to misijo izkoriščati v tej smeri, da bodo ljudje razumeli, da se skupaj trudimo, da bomo pripeljali življenje v prihodnje v neke okvire, ki bodo seveda še bolj zdravi in še bolj družbeno sprejemljivi. Mlajša generacija pritiska na nas, nas spremlja in če koga vprašajte o seveda zdravem načinu življenja, potem so mladi tisti, ki najbolj iskreno povedo, kaj si pod to predstavljajo. To so za njih njihovi ideali, seveda mi pa želimo zdaj v nekem realnem svetu in poskušamo v tem realnem svetu pripraviti vse tisto, kar je mogoče, zato da bodo ti ideali na koncu nekega dne seveda tudi uslišeni. Zato hvala lepo vsem, ki ste danes tukaj prisotni.
Hvala tudi za vso podporo, ki nam jo dajete. Čestitke Kranju in Ljubljani za to, da ste že postali misijsko mesto. Jaz upam in verjamem na to, da bomo čez nekaj tednov tudi mi. Tako da se veselim prihodnjega sodelovanja in še enkrat hvala lepa za vso dosedanjo podporo, ki ste nam jo dali in sem prepričan, da bomo tudi mi z najboljšimi močmi seveda to podporo vračali vsem. Lepo doživetje tukaj v podnebno-energetski pisarni, seveda prijeten dan, pa se še večkrat vidimo. Hvala lepa. Hvala, gospod župan, hvala za te uvodne besede in za spodbudne besede naprej in še enkrat, ker nas gostite. Zdaj pa bi pozdravila prvega gosta oziroma gostjo in sicer gospod Polono Prosenč-Prajc iz mestne občine Kranj, ki nam bo predstavila projekt Upscape in program Net Zero Cities. Hvala.